V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, v nedeljo sem vam govoril o Andreju Frosaru, francoskem spreobrnjencu, ki ga je Bog čakal anno domini 1635 v kapeli nekih sester, kongregacije, zadoščevalk in častilk svetega rešnega telesa. Se pravi, one so posebej zadoščevale Bogu in častile Boga in svetorešne telo za revolucijo anno domini 1848 leta. V ta namen so bile ustanovljene. No, in v tej kapeli je Andrej Frosar, ko je iskal svojega prijatelja, doživel svoje spreobrnjenje, ko je iz komunista, popolnega komunista, ateista, brezbožneža, ki ni nikoli mislil na Boga, za njega vprašanje Boga sploh ni obstajalo, ko je bil ravnodušen do kakršnegakoli Boga, ko je iz tega človeka, vidite, v trenutku nastal, kot je sam potem rekel, pravi katoličan, apostolski in rimski katoličan. Kajti, ko je s svojim prijateljem Viljeminom šel iz kapele, Viljem ga je gledal, pa videl, da je drugačen, kot je bil takrat, ko ga je pustil v svojem njegovem avtu. Pa pravi, koga pa je s tabo? Pravi, katoličan sem, pravi, apostolski in rimski. In potem sam pravi, v kapelo sem stopil 5:15, 17:10 popoldne, iz kapele sem pa šel 17:15, pravi, kot ateist, popoln brezbožec, komunist, iz kapele sem pa šel kot popolnoma goreč, pravi, katoličan. No, in ta Andrej Frosar je napisal tole knjižico, ki je rekel, da je prevedena v vse svetovne jezike, tudi slovenski jezik. Samo tle so prevedli, to so prevedli tam nekaj let, po 74 leta, se meni zdi. Bog biva v srečem vsega, ampak pravilni prevod če bi bil Bog obstaja, Deus existe, exstatus pomeni obstajati, vsaj po moje. Ja, vse je vseeno. Glavno, to knjižico je v slovenščini obstaja, jaz sem jo dobil. No, in tej knjižici pravi, da se je potem pripravljal na sveti krst in pripravljal ga je neki redovne družbe svetih belih očetov svetega duha. Kolikor jaz vem, je bil naš škof Lefevre član te redovne družbe in tudi generalni predstojnik te redovne družbe belih očetov, ki so ali očetov svetega duha. No, potem pravi takole dobesedno Andrej Frosar pravi, kar mi je ta redovnik povedal o krščanskem nauku, sem dočakal in sprejel z veseljem. Nauk cerkve je bil do pičice uresničen in vsako vrstico sem sprejel z močnim vzklikom odobravanja. Pravi, kakor zadetek v tarčo. Pravi, samo nekaj me je presenetilo. Evharistija. Se pravi, Jezus v tabernaklu, Jezus v hosti, telo, kri, duša, božanstvo našega Gospoda. Pravi, ne da bi se mi zdela neverjetna, toda dejstvo, da je Božja ljubezen izbrala tako edinstveno pot, da se priobči človeku, je vzbudilo v meni skrajno začudenje, posebej še, ker je v ta namen izbrala kruh, ki je hrana revežev in najljubša jed otrok. To je bilo 69 leta, zdaj, če je danes najljubša jed otrok, jaz ne vem, bi morali otroke vprašati, ampak zdaj, 69 leta je bil kruh najljubša jed otrok. Jaz jem vsak dan samo kruh, pa tisti kus ribe, pa zelenjavo, pa sadje. Kruh je edina moja priloga. Pravi, od vseh krščanskih darov, ki so bili nasuti pred menoj, je bil ta najlepši. Se pravi, Jezus je navzoč v tabernaklu s telesom, krvjo, dušo in božanstvom. In potem pravi ob koncu knjige, pravi, grob, pravi, kjer bom nekoč pokopan, pravi, njegovo telo, pravi, leži na mestu, kjer se stikata dva drevoreda, to se v Franciji. Pravi, nekoč sem mimogrede iz radovednosti pogledal, komu pripada grob, ki leži točno nasproti njemu, mojemu grobu.
in pravi, bila je grobnica sester iz kongregacije za čiščenje in zadoščevanje. Pravi, predobro vem, pravi, kako različna, pa tudi nedvoumna so pota Svetega Duha, da bi govoril tukaj o znamenju. Meni zadošča dejstvo. To se pravi, on je umrl ravno do 1925 leta, pravi pred 30 leti, in je njegovo telo pokopano, vidite, nasproti grobnice sester, v katerih kapeli je doživel svoje spreobrnjenje. Poglejte, če je takratni čas zahteval posebno kongregacijo redovnic, ki so posebej molile, mu zadoščevale Bogu in ga častile Boga zaradi revolucije in 1848 Anno Domini, koliko bolj potrebuje posebno zadoščevanje, vidite, in češčenje Boga in tolaženje Boga današnji čas. Zato je rekel angelu Fatimi v tem otrokom, tolažite svojega Boga. Pred kratkim časom, koliko je bilo pred 2 dnevoma ali 1 dnevom, vidite, je angleški parlament sprejel zakon, po katerem lahko zakonito, legalno v Angliji nerojenega otroka potegnejo do polovice roditvenega kanala, mu s posebnimi kleščami odprejo glavo in mu izsesajo njegove možgane ven do 9. meseca starosti. Se lahko mislite? Nek Anglež je zapisal, pravi, naš narod je izgubil svojo dušo. Jaz sem videl, da svojo dušo izgubuje svoje zveličanje. Vidite, da se lahko neki angleški narod, ki se ima za tako razvitega, pa tako ne vem, vidite, so izglasovali zakon v parlamentu, da lahko otroku s kleščem odprejo glavo na polovici rodnega kanala in mu iz glave izsesajo možgane. Živemu otroku. Vidite, zločin vseh zločinov. In to ni nekaj nenavadnega na tem svetu, to se dogaja že v mnogih državah na tem svetu. Vidite, to je vrnitev v najbolj zločinsko barbarstvo, vidite, karkoli lepo na tem svetu. Zato, vidite, tako potrebujemo, vidite, morate vedeti, da ti zločini, ki se dogajajo v Angliji, ko se dogajajo po svetu, ko tako to počnejo, to ne kliče Božje kazni samo na Anglijo, to kliče Božje kazni na ves svet, tudi na našo Slovenijo, vidite. Ravno tako, vidite, katerega otroka bodo na ta način umorili, bo to grozen klic po Božji kazni na tem svetu. Zato jaz molim vsako svetovo obhilo, da vrjem v zadoščenje trojedinemu Bogu, Jezusu in Jožefu, vidite, za moje grehe in grehe vsega človeštva, vsako svetovo obhilo, da prvi petek z Jezusom v srcu, prvo soboto medimo v srcu. Vsa ta svetovo obhilo in samo prosim, ko sem jaz to prebral, pa šel pred svoj tabernakel, kjer imam Jezusa navzočega v 3 hostijah, v cimborju v svojem tabernaklu, ko sem jaz to prebral, jaz sem rekel, sem čutil, kaj Jezus, čutil sem, da Jezus pričakuje, kako bom reagiral na to novico, ki sem jo prebral. Pa sem mu rekel v srcu, sem rekel, Jezus, brez mene mi je sram, da se to dogaja na tvojem svetu. Rekel, enostavno, to so taki zločini, da ostajam brez besed. Ostajam brez besed, tlok nima, ker je lahko samo moči, prosim za Božje smiljenje, vidite, zadoščuje in to laže, vidite. In še danes, ko imamo praznik grešnega telesa, ko bo Jezus navzočen na našem oltarju, vidite, moramo zadoščevati, vidite, ravno tako, ne samo za revolucijo 19 let, ampak za revolucijo 1962, 65, vidite, ko so modernisti zavladali v cerkvi in potem 1, 2, 3, koliko so mogli prehitro, vidite, 69 leta spremenili mašo, zamenjali prav Jezusovo mašo s tisto protestantsko Boninovo mašo iz tistega prostizdarja in danes obhaja, vidite kaj, Jezusa na roke in stoji. In dlečki padajo po tleh, pa ljudje jih odnašajo v žepih, v rokah, padajo v WC odtoke in v školjke in tako naprej. Ja, in če to ne zahteva posebno razočaranje, kaj bo potem zahteva, vidite, to je direktni smrtni greh proti Jezusu Kristusu, vidite, in telesu. Ampak seveda, v nedeljo bodo zunaj slovesnosti, imeli bodo slovesno, Jezusa nosili v moštrancah in pritrkovali bodo in tako naprej, potem ga pa delili na roke, pa nastoji. Če ni to hinavščina, pa če ni to smrtni greh, kaj pa potem je. Torej, bodimo veseli, hvala Bogu, zdaj same slave stvari vam govorijo, enkrat v 3. svetovni vojni, enkrat v to. Ampak take stvari se dogajajo.
na tem svetu. Moram reči, jaz za sebe lahko rečem, jaz brez Jezusov tabernaklja, brez vsakdanje maše na tem svetu ne bi zdržal. Pa tistih okoliščinah, kjer živim, ne bi zdržal enostavno, ampak z Jezusom tabernaklju, pa vsaj na tridentsko mašo, ko jo mašujem, pa se da zdržati, ne nositi ta križ pred Bogom. In dajmo tudi mi, torej veselimo se praznika, veselimo se, da imamo Jezusa, imamo pravo mašo, nauk, moralo, in molimo, zadoščujemo za to revolucijo modernizma in molimo, da bo prava maša, vera, nauk in morala čim prej zmagala v katoliški cerkvi. Kajti drugače bodo hudiči imeli grozno moč nad vsem svetom. Vemo, kaj se pripravljajo globalisti, za nas, kakšno koncentracijsko taborišče, pa vse mogoče stvari, pa zdaj hoče imeti seveda digitalni evro, pa digitalni dolar, pa vse mogoče digitalno, da bodo lahko imeli svojo vlast. To je vse zato, ker ljudje, ker v katoliški cerkvi ni prave vere, maše, ker je Boga, ki je navzoč v tabernaklu, ki je spreobrnil Andreja Frosara, tega Boga, prijema na roke, pa stoji, kot prijemamo kruh na roke in stoji v trgovinah. Bog nas vabi pri tem. In Bog vas živi za današnji praznik, in če morate, darujte sveto obhajilo v ta namen, v zaščenju lažbo dobremu Bogu, in da bi se čim prej spet povrnila katoliška cerkev, prava maša, vera, nauk in morala. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.